Pater Karel Gržan je 26. februarja 2014 v Splošni knjižnici v Slovenskih Konjicah poskrbel za prijetno sredino pozno popoldne. Povezovalec pogovora in predstavitve avtorjevega dela je bil novinar in urednik Tone Petelinšek. Pater Karel Gržan, teolog, duhovnik, navdihnjen pridigar in duhovni pisatelj, preučevalec nebeških ozvezdij, slovenske zgodovine in še marsičesa, tudi doktor literarnih ved, je napisal knjigo, iz katere dehti sveta jeza na teologe, ki so naslikali takega groznega Boga in odvrnili mnoge od cerkve in tudi od vere. Karel Gržan, rojen leta 1958, je magister teologije in doktor znanosti z področja literarnih ved. Pri 18 letih je vstopil v red bratov kapucinov, ker je verjel v izročilo svetega Frančiška in želel svoje življenje posvetiti razdajanju revnim in nemočnim. Kot duhovnik in kaplan v več župnijah na Štajerskem je odgovarjal na stiske časa in ljudi, ki so vstopili v njegovo življenje. Ukvarjal se je tudi s problematiko zasvojenosti in na Razbarju pod Lisco ustanovil Don Pierinovo komuno za odvisnike in pozneje za odvisnice, prvo in edino tovrstno dekliško skupnost v Sloveniji. Poleg pisanja o problemskih tematikah in stiskah sodobnega človeka piše knjige za otroke, mladino in odrasle, in sicer romane, kratko prozo, ljudske igre in televizijske scenarije. Redno piše članke za revijo Ognjišče in otroško revijo Mavrica, občasno piše za razna glasila, zbornike in lokalne časopise. 3 njegove knjige, Ali si upaš, V objemu ljubezni in Živeti je priložnost, so uvrščene v seznam za Slomškovo bralno priznanje. Sodeluje tudi v radijskih oddajah na Radiu Ognjišče. Je gost na številnih okroglih mizah, predavanjih po šolah, kulturnih domovih in drugih ustanovah. Knjiga z naslovom Le kaj počne Bog v nebesih, ko na zemlji toliko trpečih, žanje številne pozitivne kritike vse od izida dalje. Avtor dr. Karel Gržan v njej inovativno in izzivalno odgovarja na naslovno vprašanje, ki si ga človek postavlja od vsega začetka. Vprašanje očitno ne bega le vernike, temveč tudi duhovnike. Patra Gržana je po njegovih besedah pri pisanju knjige vodila rdeča nit, ki se nanaša na vsemogočnega in dobrega Boga. A kje je ta Bog v trenutku, ko človek trpi? V svojem razmišljanju inovativno in izzivalno odgovarja na naslovno vprašanje, ob tem pa odpira paleto za življenje pomenljivih razmišljanj, ki bralca samodejno pritegnejo v zanimivo, celo razborljivo avanturo nadaljnjega miselnega popotovanja. Naj se ob vsem, kar se dogaja navzven, nadaljuje tudi evolucija srca in duha. Knjižna uspešnica Le kaj počne Bog v nebesih, ko na zemlji toliko trpečih, je nastala iz prizadetosti pri iskanju odgovorov in besed tolažbe za ljudi, ki so zboleli ali izgubili bližnje. Knjiga, ki nežno, a nepovratno vznemiri vse, ki verjamejo v Boga in je poskus rehabilitacije podobe Boga, ki je bila pred tisočletjem popačena za obrambo interesov cerkve, pove o knjigi avtor. Je v knjigi Bogu končno povrnjeno dobro ime? Bo osvobojen mita srditeža, v katero so ga našemili za voljo zastraševanja in obvladovanja? Odgovor ni na ravni pametovanja, ampak sočustvovanja v podarjeni bližini. Ko nekdo resnično trpi, je lahko še tako premišljena beseda prepovršna in ne seže v globino bolečine. Pomembna je modrost, ko človek iz lastnih izkustev trpljenja povezuje inteligenco razuma z inteligenco duha in srca. Nikoli ne vemo, ali besedovati ali pa samo v molku sočustvovati. Tega ne vodimo mi, ampak bolečina, ki sama po sebi išče pomoč za rešitev iz temačnih brezen. V sočutju podarjena bližina ne svetli le srca, temveč tudi misel trpečega. Pametovanje brez srčnosti je obremenitev odnosa. V ljubezni najdemo oporo, da prebrodimo težka obdobja življenja, je dejal pater Karel Gržan. Predstavil je tudi zanimivo tezo o objemih oziroma o prijaznostih. 4 objeme na dan potrebujemo, da ne pregorimo. 8 prijaznosti, da sploh živimo, 12 objemov ali prijaznosti pa, da v odnosu rastemo. 2 največja krščanska praznika imata v besedi noč. Velika in sveta. Zakaj sveta? Zato, ker je bližina, ljubeča bližina svetli. Velika, ker je nekaj največjega, da te Bog oziroma da ti daš oziroma imaš v trenutku stiske, bolečine
sočutno bližino. To je veliko in to je sveto. To je temeljni odgovor, kako sedaj preživeti. In to, kar je rekel Tome, mi, da ne pademo v depresijo, oziroma v pesimizem, rabimo na eno negativno novico, tako je ugotovila stroka. 5 pozitivnih. Če pa ti gledaš, recimo, če se, kot je rekel Tone, že zjutraj stušira z novicami, tisto 1, 1, 2, 1, 1, 3, pa poslušimo, to je jutranji tuš negativizma. Ti rabiš za misel, da je misel konstruktivna, pozitivna, da te misel ne bremeni v počutju in tudi potem v zdravju, rabiš razmerje 1:5. In tudi, če smo se navadili, recimo doma na to negativno, rečeš, ja, spet nisi, potem si lahko naložiš za pokoro, da poveš, kje pa je tista oseba na eno negativno, mora biti 5 pozitivnih. Potem začneš zelo, zelo previdno odmerjati to, kar je dejansko potrebno povedati kot negativno. Sicer se pa ti kar navadiš, razumete, cel dan se streljamo, to ni pa, oni pa spet ni pa, to nisi pa, ti nisi pa, daj boš pa tudi, vse to se znoreti, Tu je treba narediti premik, prebuditev, ampak zato je potrebna odločitev, Tudi ko govorimo, recimo, kaj zvem o neki osebi, ki je ni tukaj, na eno negativno o njej je potrebno povedati 5 pozitivnih. Veste, kako se bo naše besedovanje, kako bo postalo konstruktivno, kako bomo mi zaradi tega bolj zdravi, to bo potem tisti preusod. Ampak zato se je treba odločiti na nivoju posameznika. Jaz se moram to odločiti. Ne čakate se bolj drugi, ampak jaz moram začeti. V zadnjem času me izjemen tako sporočilo sem dobil od enega para, zvečer, ko se uležeta, se upravičita, ti oprosti, bil sem to pa tudi tu, potem pa tisti drugi pove, se mu zahvali za 5 dobrih, na eno mu pove 5 pozitivnih. En judaj ste poslušali to formulo, in obratno. In isto otroku, ja, vse je realizem, rečeš to, ampak vedno znova odkrivati vreden si. Na eni strani je odgovornost, meje morajo biti jasne, spoštljivosti, pravičnosti, odgovornosti, kazen mora zaboleti, kazen, meja, ki ne zaboli, ne naredi, ne spremeni, to ugotavlja neuroznanost, ampak vendarle ob tem pa tista 1:5 potrditev. To pa zopet stroka pravi, številke si daj zapomnite, torej 1:5, pa zapomnite se 4, 8, 12, isto od te profesorce, ugotovitev, če imaš manj kot 4 izraze naklonjenosti na dan, če jih doživiš manj, je zelo verjetno, da boš zbolel. Če jih imaš manj kot 8, bojo tvoje čutenja temačna depresija, zdaj, tako bi rekel, uporabljen izraz, mogoče prevečkrat, ker ni vse, pa tudi ni depresija. In za to, da lahko rasteš kot osebnost in da lahko raste medosebni odnos, potrebuješ 12 pozornosti. Zdaj pa mi, ko nimamo časa, kaj naredimo? Izmenjamo si ekspres informacije in ponovadi tisto, kar še ni. Tukaj delati za srečo, za zadovoljstvo. Mi smo tako senzibilne bitje, tako občutljivi, toliko tega doživimo. Mi se moramo, ko sprejemamo realizem, ozaveščati realizem, ampak moramo najti dejansko orodja, ki nas krepijo, ki nam dajo moči. Da bo življenje v realnosti dobra priložnost. Da bo odnos v realnosti dobra priložnost. Da recimo otroku ne bo potrebno, ko še mali, igrati pričakovanje staršev, ampak da bo lahko ob starših rastel iz realnosti in se plemenito. To nisi, in potem on, da dobi tisti štempel, igra pričakovanja, pa pride v pubertetu, se pa ne zmore več tega, da ima pomko vsega. Isto može. Sprejeti realnost meje morajo biti spoštljivost, pravičnost, odgovornost. Ampak ne pozabiti, daj me kakor pečat na svoje srce, pravi visoko. Ljudje pregorevajo, ker smo premalo objeti, sočutni, zaznani, ker smo včasih preveč sami. Prijeten, srčnosti in duha poln večer je v Slovenskih Konjicah minil v izjemnem vzdušju.